Ma sem začutila tisti skupinski duh. Vsi za enega, eden za vse. Betka pa zna biti malo žleht, manipulira, ona bi rada pravičnost, je natančna in zahteva tudi natančnost in pravičnost od drugih, seveda v njenih okvirih pravičnost, ne? Mogoče kdo drugi ima kakšen drugi pogled na pravičnost, kot ima ona sama, ne? In zaradi tega je za tako tvegano naložbo nujno narediti diskontiran amortizacijski načrt. Ja, razumem, jaz to super, Betka. Se pravi, ti bi bila zdaj pripravljena posoditi, mislim, vložiti teh 1500 evrov. Ona je bila v bistvu poslovna sekretarka enega direktorja, ki je pol zgubil službo. Njega so zaprli, direktor hipergradnje. In potem so tudi, potem sicer tudi Betka zgubila službo. Ja. Super, Betka. A recimo, koliko? 200 evrov. Poiščem kakšno podobnost v teh likih, v teh osebah, tako da prenesem na Betko, ja. Jaz sem zračunala, da za kavo na mesec porabimo 20 evrov. Đuro, čudovit režiser, čudovit igralec. Se mi zdi, da zna, ravno zaradi tega, ker je igralec, zna puščati igralcu neko svobodo, da se ustvari res eno življenje na sami sceni. Potem imaš samo mir. Gremo to posneti. Marsikdo se bo prepoznal v določenih likih in mislim, da je smeh tisto, kar bojo dobili. Kaj? Pa kak mi lahko reče zdaj? Mirko, prosim te, pomiri se, no pa ne se ne razburja, se pa veš, da moraš malo paziti na svoj pritisk. Je čisto premalo resnosti tukaj, da je preveč zajebancije in da bi mogli vsi bolj resno pogledati, prijeti stvari v roke in hitreje delati. Betka je kaj prispevala v naš projekt? Ja, je, celih 200 evrov. Ja, če to ni dovolj, tako Ja, ni dovolj. Mislim, nekaj ja, dovolj pa ni.